Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Z mano je Luciano Polikieni in v tem trenutku, recimo, premora od svetovnih dram. Če se Trump v naslednjih 10 minutah ne zbudi slabe volje, se vrnemo k pogovoru o Afriki, ki je seveda ena izmed tistih tem, ki so nekoliko izginile iz medijev, zaradi tega, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, zaradi vojne v Ukrajini. Vojne se nadaljujejo. Poglejte si posnetek v živo, ki smo ga naredili pred časom, kjer smo pregledali vse vojne in kako obstaja trend, da se število vseh vojn povečuje. V Afriki se nenehno začenjajo nove vojne in niti ena se ne konča. In seveda obstajajo tudi povezave s tem, kar se dogaja, saj so med financerji je tudi Saudska Arabija. Obstajajo različni akterji, ki jih dobro poznamo, tudi v trenutnih dogodkih na Bližnjem vzhodu. Torej, kdo bi lahko bolje rekel hvala Lucianu in torej hvala, ker si se vrnil. Ampak vedno je užitek se vrniti, potem pa pravzaprav predvsem lahko rečem prvič, odkar sem začel upravljati to delo, ki ga zdaj upravljam že res dolgo časa, da se ukvarjam z stabilnim območjem celine. Tako sem leta prenašal žalitve z celega sveta, ker sem leta prenašal žalitve strokovnjakov za vzhodno Evropo. Di Europa orientale, degli esperti Medio Oriente. Govoreč, da se pri vas vedno nekaj dogaja. A pravzaprav, fantje, je zdaj bolj stabilno kot drugi deli? Šalim se, bolj stabilno je zelo relativno. Ne, ironičen začetek je v resnici zato, da malo umilim zadevo, ker datum današnje oddaje ni naključen. Danes je 15. april 2026 in mineva natanko 3. leto od izbruha vojne v Sudanu. Da malo postavimo krizo v kontekst, je dovolj, da takoj povemo, da je po podatkih, ki so nam jih zagotovili Združeni narodi, vojna v Sudanu trenutno povzročila največjo humanitarno krizo, ki je trenutno aktivna na svetu. Zahvaljujoč Mirku smo lahko vojno spremljali praktično od njenega začetka. Seveda v slogu oddaje, torej v slogu prenosa v živo in kanala. Torej, to, kar boste nocoj videli, temelji izključno na podatkih, torej na virih, ki jih imamo. Da, odprti viri, ki smo jih lahko preverili. Naredil bom povzetek za tiste, ki o tem konfliktu slišijo prvič. Vojna v Sudanu, ki je jaz zaradi svoje slogovne izbire ne imenujem državljanska vojna, ampak raje uporabljam izraz vojna dveh generalov. Prav zato, ker se bije med tema dvema gospodoma, ki jo vidite na zaslonu. Na levi je general Burhan Fatah al-Burhan, ki je poveljnik sudanskih oboroženih sil in predsednik suverenega sveta Sudana, ki je bil dejansko ustanovljen kot prehodni organ, ki naj bi državo popeljal v demokracijo, zdaj pa je dejansko vlada Sudana. Tisti, ki je trenutno nameščen v Kartumu in je Kartum ponovno zavzel pred približno 1 letom, strani sil drugega moža, tistega, ki ga vidite na desni, to je general Mohamed Hamdan Dagalo. Poznan po vzdevku Emeti, kar pomeni mali Mohamed. To sta dve osebi, ki sta s svojim ožjim krogom ustvarili recimo 2 šoli mišljenja, 2 različni viziji za prihodnost Sudana. Na eni strani al-Burhan, ki je, če hočemo, prvak elite iz Kartuma, oziroma bolje rečeno določenega dela elite iz Kartuma, ki je preživela padec režima Omarja al-Bashirja leta 2019. In na drugi strani general Emeti, vodja sil za hitro podporo, ki je paravojaška skupina, vključena v sudansko vojsko. In če ste se ukvarjali z Afriko, jo morda bolje poznate. Z vzdevkom, ki je bil dan tej paravojaški skupini, številnim paravojaškim skupinam, ki so bile aktivne v Darfurju. V začetku 2000 let, vse do 80 let in začetka 2000 je bilo ime Džandža Vigdol. Mimogrede, malo sem raziskoval, v eni prejšnji oddaji sem rekel, da Džandža pomeni hudiči na konjih, v resnici pa sem iz novejših raziskav videl, da gre za narečni izraz iz Darfurja, ki pomeni razbojniki. Torej, v bistvu ta skupina, RSF, je nastala kot paravojaška skupina na etnični osnovi, odgovorna za genocid v Darfurju pod prejšnjim režimom,
ki je na nek način institucionalizirana in na to v bistvu postane država v državi. Da pridemo do 15. aprila 2020, Triko je po zelo naporni skupni sobivanju, ki je bila obsojena na propad, dejansko tudi propadla. Premaknili so svoje enote proti redni sudanski vojski, zavzeli Kartum, poskušali ubiti Al-Burana in se tako postaviti na čelo države. Kot sem vam prej povedal, to ni državljanska vojna, ker manjka tista komponenta, ki je civilna komponenta. Torej, glavna žrtev konflikta do danes je dejansko z etničnega vidika, koliko to vpliva, ali gre preprosto za vprašanje moči med tema dvema silama. Torej, bolj kot etnični vidik je po mojem mnenju to vprašanje moči. Etični vidik je pomemben za razumevanje enega vidika sudanskega konflikta, ki se nanaša na Darfur, o katerem bomo govorili čez nekaj trenutkov, kjer so dejansko etnične skupine, recimo Arabci ali pretežno Arabci, sprožile vrsto etničnih čiščenj. Genocid v Darfurju ni naključno uporabljena beseda. Dejansko so da mednarodna sodišča priznala kot genocid, kolikor to šteje. Mednarodno pravo ni v najboljšem stanju. In kot sem ti rekel, etnična komponenta je veliko močnejša v Darfurju, kjer milice, recimo in arabske, ampak to je poenostavitev, kot tiste, ki jih vodi Emeti, so v bistvu sprožile etnično čiščenje proti Darfurcem. Darfurči so Afričani, med obema skupinama ni nujno verske razlike, ima pa določen geopolitični pomen, ker je med etnijami v Darfurju ena posebna etnija, ki se imenuje Zagawa. Ki trenutno nadzoruje Čad. Kot bomo kmalu videli, je Čad poleg tega, da je eden glavnih akterjev za Afričane na vojaškem področju, dovolj je pomisliti, da je čadska vojska pred kratkim začela napotitev na Haiti, podprta z ameriško vlado, v okviru niza pobud za stabilizacijo otoka Haiti. Vsekakor so to enote, ki so priznane zaradi določene vrednosti na taktični ravni. Čačani so precej čadski. To je šala, ki jo vedno poveš, pričakoval sem jo, ker je to potrebno. Ampak tukaj so si izmislili vojsko s Toyotinimi tovornjaki in tako dalje, za hitre napade, ki nekoliko spominjajo na angleške puščavske podgane te stvari. Torej, Čačani veljajo zgodovinsko za mojstre, vsaj v srednje-zahodni Afriki, mojstre gibljive vojne, kar je prav tisti tip uporabe taktik, ki ga opisuješ ti. Torej, enote, ki so tudi številčno velike, se lahko zelo hitro premikajo in razporejajo. Zato ima Čad ključno vlogo v številnih misijah ohranjanja miru Afriške unije. Da bi to naredili, da bi vam pokazali, kako so na vojaškem področju uspeli uporabiti te svoje sposobnosti tudi proti veliko bolje oboroženim vojskam. Ne smete pozabiti, da so Čadici tisti, ki so premagali mladega Halifo Haftarja med vojno. Je enotnost. Bori se za modri pas, za Auzije. To je praktično. Ni mi uspelo z Libijcem, ki je bil veliko bolje oborožen, tudi in predvsem zaradi enote. To ampia e completa. Libijec Čad je enota. Enote. In to jih dejansko naredi za zelo spretne bojevnike. Je enota. Je enota na tistih, ki so frakcije na terenu, ki so se sčasoma razvijale. Torej, na zaslonu lahko vidite frakcije, ki trenutno podpirajo. So zelo fluidne zveze, torej po definiciji niso stabilne, vendar so to glavne oborožene skupine, ki podpirajo pobude redne sudanske vojske. Torej imate Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje Sever, ki ga vodi Agar,
Gibanje za pravičnost in enakost, ki je drugo oboroženo gibanje na lokalni ravni, predvsem dejavno v Darfurju, ki podpira redno vojsko. Obstaja gibanje za osvoboditev Sudana, ki ga vodi Minni Minawi, ki je zdaj politični namestnik Al-Burana in je dolgoletni vojni vodja oborožene skupine iz Darfurja. Obstaja SLM Tambur, torej gibanje za osvoboditev Sudana, ki pa ima drugega vodjo milice. In potem je še ena novejša milica, ki ima bolj izrazito institucionalno pripadnost, to je skupna zaščitna sila Darfurja. Če pogledaš to razporeditev, že dobiš prvi ključ za razumevanje, zakaj gre. Tako način, kako se vodi konflikt na taktični vojaški ravni, kot tudi ravnotežje moči, torej elita. To je od sudanske vlade do Burhana. SAF je zelo močan, uspe mu centralizirati ali vsaj projicirati nekaj in obala Rdečega morja. Dovolj je, da pomislite, da ko je sudanska vlada, vlada SAF, morala pobegniti iz Kartuma, se je dolgo časa zadrževala v Port Sudanu. In to je bilo izjemno pomembno, ohraniti nadzor nad obalo in predvsem za vzpostavitev mreže mednarodnih zavezništev, ki danes aktivno podpirajo pobude SAF, vlogo SAF. Med temi zavezniki je dovolj omeniti dva, to sta Rusija in Iran. Če greš na naslednji diapozitiv, pa vidiš, kaj je moč, točno tako, to je za Sudan. Ne bomo šli v podrobnosti, če želiš, ampak v osnovi Iran podpira Sudan tudi iz ideoloških razlogov. To je enota skupaj z Izraelom. Govorilo se je tudi, da je tik pred podpisom tako imenovanih Abrahamovih sporazumov. Nadzor nad Port Sudanom je povečalo vpliv SAF v odnosi z Rusijo, ki še danes aktivno podpira, torej z orožjem in sredstvi podpira prizadevanja SAF. V upanju, da bi lahko odprli, se zdi, da je dogovor skoraj že dosežen, čeprav ga pogosto zavirajo. Lastna vojaška baza na obalah Rdečega morja je v resnici. Diciamo le iniciative za ohranjanje lastne enote. Gre za prisotnost v Rdečem morju, posebej na afriški strani, in tudi trgovsko prisotnost. Pred izbruhom vojne v Ukrajini so nameravali začeti gradnjo trgovskega okrožja v Port Saidu, torej na obali Egipta. Vendar pa je to del ruske strategije za dosego stabilne prisotnosti na Sueški poti, kar je star projekt. To je bil v resnici tudi projekt Sovjetske zveze, ki je za nekaj časa poskušala vzpostaviti svojo stalno prisotnost v pristanišču Berbera v Somaliji, delu regije Somaliland, ki ste ga morda že slišali omeniti, saj ga je pred kratkim Izrael priznal kot neodvisno državo. Ampak, kot sem ti rekel, če pogledaš razporeditev, SAF je tako široka, sestavljena iz tako različnih skupin, prav zato, ker je težko vzpostaviti enotnost. Pogosto je težko vzpostavila pravo enotnost na vzhodnih območjih. Torej, kaj so morale storiti SAF ob izbruhu vojne, ko so se soočale z nasprotnikom, kot so RSF, ki so bile zelo močne v regiji Darfur in na vzhodnih območjih. Morali so si zagotoviti vrsto zavezništev, da bi si omogočili svoj vpliv, da bi si zagotovili možnost dejanskega boja proti RSF na vzhodnih območjih. Če greš na naslednji diapozitiv, imajo RSF veliko bolj omejeno razporeditev. To predvsem zato, ker so številčno manjša vojska, predvsem pa zato, ker ne potrebujejo velikih zavezništev za nadzor nad sudanskim vzhodom. Oni so že v tem, oni so rojeni v Darfurju. Emeti je sin živinorejcev, ki so vse življenje trgovali z živino med Čadom in Sudanom. Torej oni se borijo v tej fazi. Ali vsaj so se postavili na mesta, kjer so se rodili, kjer so odrasli njihovi voditelji, kjer se je rodilo njihovo gibanje. Zato ne potrebujejo tako širokih zavezništev. Obstaja pa ena stvar, ki so jo naredile RSF. Vzpostavile so politično vlado, ki je vlada miru in enotnosti. Podprt strani zavezništva, predvsem politikov iz Darfurja, ki se imenuje TAS,
In ta zvijača je RSF omogočil, da so ustvarili vlado, ki nima mednarodnega priznanja. Čeprav, kot bomo kasneje videli, ko bomo govorili o evropskih stališčih, recimo, obstaja precejšnja zmeda glede tega, katera vlada je dejansko enotno priznana na mednarodni ravni, saj je vedno določena stopnja nejasnosti. Toda z ustvarjanjem te namišljene vlade miru in enotnosti so lahko premaknili zastoj s povsem vojaške ravni na diplomatsko. In to je eden od dejavnikov, ki še danes preprečuje, da bi vsaj dosegli prekinitev ognja med stranema. Seveda obstaja podpora strani lokalnih oboroženih skupin, med katerimi je najbolj poseben primer sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja Sever, ki ga vodi Abdelaziz Al-Milu, ki je še en vodja milice, ki je prekinil z drugim krilom SPLMN, tistim, ki ga vodi Agar, in ki je ustvaril lastno enklavo znotraj gora. Nuba, ki jo oni imenujejo kot Novi Sudaniva, torej se predstavljajo kot del nečesa, kar je avtonomno od preostale države. Leta 2024 so se nekateri novinarji New York Timesa uspeli akreditirati pri skupini Aliluja in videti, kako se živi v Nubskih gorah. Torej, v bistvu, da vidijo, kako delujejo območja, ki so v državi pod njihovim nadzorom in upravo. In dejansko so ustvarili vzporedno državo. Torej, to ti da občutek za kompleksnost sprtih taborov na terenu in predvsem ti omogoča videti eno izmed prvih značilnosti konflikta. Če si ogledate prvo oddajo v živo, ki smo jo naredili leta 2023, smo na koncu naredili nekaj scenarijev. In videli smo, da je eden od možnih scenarijev, če bi se konflikt vlekel dolgoročno, prav razdrobljenost države. Quindi di una partizione. Tudi če ni priznana, postane dejanska realnost na terenu. Torej, primeri, kot je SPLMN Alilu, ti pokažejo, kako je ta dinamika dejansko prisotna. Obstaja še en primer, ki je še posebej zanimiv, o katerem smo govorili v zadnjem prenosu v živo, ki smo ga posvetili Sudanu, in to je primer Desert Walls. Gre za nekaj kolumbijskih plačancev, ki trenutno se borijo na strani RSF. Iz video posnetkov, ki sem jih uspel videti, gre večinoma za plačance, ki so posebej spretni ali posebej zadolženi za uporabo artilerije. Iz tistega malo, kar smo uspeli razumeti, so dejansko civilisti ali nekdanji člani kolumbijskih varnostnih sil, ki se gibljejo na tem območju in sodelujejo v tej vojni. Predvsem ekonomske. In tudi sam Emeti je pred kratkim v javnem nastopu priznal dejstvo, da imajo Kolumbice. To je tisto, ko omenjate plačance. Bila je prisotnost Wagnerja, nekateri so nas spraševali, katere so v igri prisotne surovine. Če se prav spomnim, so imeli rudnik zlata, poskušali so si ustvariti svojo bazo, njih je zanimalo izkoriščanje tistega rudnika in niso se hoteli preveč vmešavati med obe milici. Tudi Egipt, ki sta ga sicer oba skupini kontaktirali, se je izogibal. Recimo, da se sosednje države trudijo izogibati neposrednim povezavam. Potem so tu še vprašanja, kot so, oprostite, ampak kdo od obeh strani izvaja vojne zločine? Ali pa oba izvajata vojne zločine? Torej, Sudan je trenutno črna luknja. Zato je možnost, da bi dejansko izvedli preiskave o kršitvah vojnega prava, zelo težka. Tisto, kar smo zaenkrat uspeli pridobiti, je vse povezano s pričevanji, ki jih dobivamo s fronte. Video, telefoni. Uči, kakšni so pogoji? Basta che tu abbia un telefono in tasca. Vojni zločini so storjeni na obeh stranih. Kršitve človekovih pravic prav tako. Nedavno, če govorimo o zločinih proti človeštvu, ob predpostavki, da ne izključujem, da bi jih lahko zagrešile tudi SAF, ko so RSF zavzele prestolnice Severnega Darfurja. Prejšnji teden. La primavera scorsa, se non ricordo male.
Po enem letu obleganja prvi satelitski posnetki, ki jih je potrdil tudi OZN, dejansko kažejo, da se je etnično čiščenje znova začelo. Torej, v tem trenutku ti ne morem povedati, ker ne moremo natančno oceniti, ali se je genocid res znova začel, vendar je etnično čiščenje zagotovo spet v teku. In to dokazuje dejstvo, da se je to etnično čiščenje znova začelo. Eden od dejavnikov, ki lahko povzroči širitev konflikta na regijo. V tem kontekstu, glede vprašanja Rusije in Wagnerja, vsa prisotnost Rusije v Afriki prek Wagnerja je bila popolnoma ali vsaj občutno spremenjena z ustanovitvijo Afriškega korpusa, ki je pred kratkim odprl tudi svoj YouTube kanal, in to je tisto, kar je že dokumentiral Mirko v primeru vojne v Ukrajini. Torej, s premikom sredstev Wagnerja v rusko ministrstvo za obrambo. Torej, danes je Wagner, vsaj v Afriki, dejansko instrument, ki ga upravlja rusko ministrstvo za obrambo. Obstaja ena delna izjema, in sicer Srednjeafriška republika, kjer so še vedno prisotne nekateri srednje rangirani kadri iz obdobja Prigožina. In ti srednje rangirani kadri so bile tam puščene avtonomija. Mislim, vendar je to moja špekulacija, da je dogovor s Kremljem naslednji. Vi se ne vračate v opulsijo, ne poskušate ponovno vzpostaviti skupine. Na način, kot je to storil Prigožin, ki je dejansko ustvaril vzporedno vojsko in se celo uprl. Na neki točki pa vam dovolimo, da upravljate svoja sredstva v Srednjeafriški republiki. Tako zelo, da je danes pred Ruskim kulturnim inštitutom v Bangiju, prestolnici Srednjeafriške republike, mislim, čeprav se lahko motim, edini spominski kip z njihovimi podobami, posvečen Utkinu in Prigožinu, torej vojaškemu poveljniku in vodji Wagnerja. To je jasen simbol, se ne mislim, da je do danes kdo postavil kip Prigožina v Rusiji. Razumeti, kako je ta struktura prešlo v ministrstvo za obrambo. To pravim, ker je res, da je Wagner imel zelo močne odnose z RSF, povezane tudi z izkoriščanjem rudnin, predvsem kar zadeva zlato. Ampak po smrti Prigožina je Wagner prešel pod ministrstvo za obrambo, rusko ministrstvo za obrambo. In Rusija nasplošno aktivno podpirajo redne sudanske oborožene sile. To počnejo seveda ne zaradi kakšnih ideoloških razlogov, ampak izključno zaradi nacionalnega interesa. Razumno menijo, da tudi če bi RSF ponovno zavzele Kartum, jim ne bi uspelo prebiti se do obale. In zato jih zanima obala. In zato podpirajo vlado, ki jim bo v prihodnosti morda zagotovila dostop do tega dela morja. Torej, se na tehtnico postaviš na eni strani silo, ki stabilno nadzoruje Darfur, in na drugi strani silo, ki stabilno nadzoruje del Bab-el-Mandebske ožine, Sueškega koridorja, potem ti je jasno, da ima v očeh Kremlja Sueški koridor veliko večjo vrednost, še posebej v trenutnih razmerah. Če pa preidemo na situacijo, kar pa je prosti. Ker smo tukaj, preden preidemo na razmere na terenu, je nekaj vprašanj. Naprimer, kakšni so tuji interesi v vojni in katere države podpirajo posamezne strani? Recimo, rusko stran smo zaključili s klasičnim interesom, torej imeti pristanišče, tam podobno kot Kitajci, ki si tudi želijo imeti svoje pristanišče, imajo ga. Kaj pa Eritreja, če se ne motim, kaj ne? Kitajci nimajo pristanišča v Eritreji, so pa posodobili pristanišče v Asmari. Mimogrede, Eritreja je država, kjer smo mi Italijani, še posebej z zdajšnjo vlado, po mojem mnenju, upravičeno prekinili zadržke in smo začeli ponovno odkrito govoriti z Eritrejo. Koga so sprejeli? Crosetto je šel na obisk v Eritrejo. Kitajci so prenovili pristanišče Asmara in glede prenove bi si Eritreja zaslužila posebno obravnavo, ker je zgodba neverjetna. V okviru prenove pristanišča Asmara so prenovili pomole, tako da so ocenili možnost pristajanja kitajskih vojaških ladij. To zato, ker je Akverki, ki je sicer nekdo, ki se je izobrazil rušilec na tem območju.
na ladje. Točno tako. Obstaja še ena država, ki je v Eritrejo napotila rušilec, to je bila Rusija v okviru diplomatskega vljudnostnega obiska. Eritreja, upoštevajte, Ačverči predsednik je nekdo, ki se je izobraževal na Kitajskem v času maoizma in še vedno tekoče govori kitajsko, ter še vedno verjame v kitajski razvojni model. Rusija je opravila ta vljudnostni obisk, mislim, da je šlo za rušilec, vendar se imena ne spomnim, in seveda je bila to slavnostna zadeva. Ačverki je nekdo, ki je vedno glasoval proti vsem resolucijam o obsodbi vojne v Ukrajini, torej je vedno na mednarodnem prizorišču na strani Kitajske in tudi Rusije. Vendar se tega vljudnostnega obiska, ki je bil opravljen, ne spomnim, če je bil ob neki priložnosti, ob obletnici neodvisnosti Eritreje, narejen prav zaradi tega razloga. Torej, Rusi so pod pretvezo vljudnostnega obiska želeli oceniti, kako problematično ali manj problematično bi bilo, če bi svoje ladje privezali v pristanišču v Asmari. In posledično se to ponovno odraža na tej strategiji, ki je po mojem mnenju precej v ospredju in jo Rusi zelo dobro izvajajo, da razširijo svojo prisotnost znotraj Rusov. Strateški motivi so lahko različni. Zelo preprosto, v kontekstu bolj ali manj ostrega soočenja z Evropsko unijo je imeti svojo prisotnost na tej poti ključno za pomorsko trgovino. Predvsem evropsko. Seveda je za Ruse to pomembno in zato igrajo na več frontah. Kot sem ti prej povedal, so začeli sklepati dogovore z Egiptom, želeli bi imeti bazo v Sudanu, prav tako bi želeli ali pa razmišljajo o možnosti baze v Eritreji. Eritreja pa tega noče, deloma zato, ker ima močno vojsko in ne prenaša stalne prisotnosti tujih vojakov na svojem ozemlju. Deloma tudi zato, ker noče končati kot Džibuti, ki je danes država, ki jo sicer vzdržuje prisotnost različnih tujih kontingentov, a je hkrati v bistvu zadušena zaradi teh interesov, ki so vsi povezani z vprašanjem baz. Torej, Aferki razmišlja o možnosti takšnega neposrednega sodelovanja. Torej, da posodobite pomole in morda omogočite dostop vašim državam v moje pristanišče. Vendar ni takšen voditelj države, ki bi zaradi ideologije ali pojmovanja nacionalnih interesov dovolil stalno namestitev baze. Mimogrede, tudi mi Italijani se trenutno vključujemo v tekmo za modernizacijo pristanišča v Asmari. Torej, mi že imamo Medjuguje, ki je naša baza v Džibutiju, zato ne izključujem, da bi morda tudi tam lahko razmišljali o prilagoditvi pomolov in privezov za naše ladje. Ampak, skratka, takšna je situacija in to ti da vedeti, zakaj ima SAF danes veliko večjo mednarodno težo kot FSF, ki jo v bistvu nadzorujejo. Delček puščave ali pa še kos džungle. Tisto, kar vidiš glede razmer na terenu, če znaš to dobro prebrati, ti omogoča videti, kakšno je tveganje oziroma bolje rečeno, kakšna je bila prava značilnost tega 3. leta vojne. In torej ob neuspehu različnih diplomatskih dejavnosti, ob zastoju, ki se je ustvaril na bojišču, dejansko vidimo, kako se konflikt regionalizira. Da bi razumeli ta proces regionalizacije in ga začeli opažati, morate pogledati na 3 točke. Prvi je libijski trimejni trikotnik, o katerem smo govorili v prejšnjem prenosu v živo, torej to območje 3 meja med Egiptom, Sudanom in Libijo. Tukaj so RSF dosegli dogovor z Halifo Haftarjem, da si zagotovijo logistično oskrbovalno linijo, ki Haftarjevim možem omogoča pošiljanje zalog proti Libiji. Pravzaprav je posredoval Al-Sisi, ko so RSF in Haftarjevi možje začeli nadzorovati to obmejno območje. Je takoj poklical Haftarja, ki je nato obiskal Kairo in tako je morda prišlo do neke oblike mediacije. Zadnji napadi, ki so jih izvedle SAF, so bili namenjeni prav temu, da bi presekali koridor proti Libiji. Da bi preprečili prehod oskrbe, točno tako.
Upoštevaj še en dejavnik, to smo že omenili v drugih prenosih v živo, ampak ponovimo še enkrat. Dejstvo je naslednje. Sudan je zaradi svoje oblike skoraj v celoti puščavska država. Tako ti dejanski nadzor nad vasjo omogoča nadzor nad več kvadratnimi kilometri ozemlja. To pravim, ker so o tem govorili tudi na različnih konferencah glede angleške kampanje, ki se je začela v Sudanu in nato nadaljevala v notranjost Etiopije. Kdor nadzoruje vas, kjer je vodnjak, in drugo vas, kjer je vodnjak, nadzoruje vse. Ker če nimaš oporne baze, v puščavi ne moreš preživeti. Zdi se nesmiselno, ampak tam pri Trumu, letalski bazi, tukaj ni ničesar. Tukaj ni ničesar, torej kdor nadzoruje tisto, nadzoruje celoten ta pas tukaj. Točno tako. Poleg tega je nadzor nad Trumom ključno, ker so, kot kaže, SAF razporedile tudi precejšnje število dronov, kar jim omogoča patruljiranje meje z Libijo. In tako lahko, to je dogovor, ki so ga dosegli. Tisti Egipčani, ki so pri Sisiju, Buranu, Tariju, poznajo resnico. Vendar pa verjetno lahko zadenejo morebitne prevelike zaloge, ki prečkajo to mejo. Tudi in prvi vrsti zato, ker je Sisi moral igrati zelo uravnoteženo diplomatsko igro. Ker hkrati ne more preprečiti libijski narodni vojski, torej frakciji Al-Tarija, da se oskrbuje prek tihotapskih tokov z Juda, ker so pomemben del gospodarstva, ki financira njihove vojne napore. Torej morajo prehajati, vendar ne v takšni meri, da bi ogrozili prizadevanja ISAF-a. Hvala. Drug vidik, ki ti lahko pomaga razumeti postopno regionalizacijo, pa je tisti rožnati trikotnik, ki ga vidiš v zvezni državi Modri Nil. Točno, ta tukaj. Zdaj, kot vidite, je precej nesmiselno. Namreč večina enot ISAF-a nadzira tisto območje tam, potem pa imaš ofenzivo, ki prihaja iz Modrega Nila, popolnoma ločeno od preostalega. To je, kot bomo videli, pomemben vidik. Ali pa je ta ofenziva razkrila, da obstaja vpletenost, uradno zavrnjena, vendar obstajajo odprti viri, ki to dokazujejo, vpletenost Etiopije v podporo RSF. Vendar pa bomo to bolje osvetlili, ko bomo čez nekaj trenutkov govorili o regionalizaciji konflikta. In seveda je tu še vprašanje Južnega Sudana in Šaba. Če si ogledate prejšnje prenose v živo, ampak vseeno bomo to zdaj ponovili. Ko vidite to sporno območje med Južnim Sudanom in Sudanom, to je območje Aba, ki je v bistvu skupaj z mestom Eglik srce ali eno od src, recimo, sudanske naftne industrije. Morate upoštevati, da med mnogimi stvarmi tisti, ki dejansko nadzorujejo obalo, nadzoruje tudi vstop nafte na meji med Južnim Sudanom in Sudanom na mednarodne trge. Glavni delničar sudanske energetske infrastrukture je danes Kitajska, ki je zgradila te naftovode in je glavni ali eden glavnih kupcev sudanske energetske industrije. To je približno stanje na terenu. Kot sem vam rekel, je bilo prvo leto zaznamovano z določenim uspehom RSF, ki so izkoristili svojo naravo mobilne paravojaške skupine, torej svojo veliko sposobnost hitrega manevriranja proti SAF. Drugo leto je bilo leto, ko so SAF dejansko ponovno prevzele pobudo, okrepljene s svojo zračno premočjo, ki je bila omogočena predvsem z dobavo iranskih dronov. SAF se borijo s šahidi. Tretje leto je leto, ko se konflikt iz različnih razlogov, ki jih bomo kmalu videli, dejansko premakne proti regionalizaciji. Preden si ogledamo to regionalizacijo, sem mislil, da bi bilo zanimivo pokazati, kako se bori v Sudanu. Torej, mala zanimivost za ljubitelje vojaške zgodovine. Sudan je zadnja država, kjer smo videli juriš rdečih suknjičev na bojišču. To se je zgodilo ob zatrtju upora norega Mulaha, ko so Britanci ponovno začeli osvojitev Presara. Kartum.
Če si pogledate, obstaja knjiga angleškega zgodovinarja, ki se imenuje Tom Pakenham z naslovom Tekma za Afriko. To je tašna debela knjiga, ki jo berem, kadar imam tistih nekaj prostih trenutkov. On podobno opisuje padec in zavzetje Pertuma ter dokumentira zadnji napad imperialcev na bojišču. Cavalleria britannica. Vsaj v Afriki. Mimogrede, britanski konjeniški napad, ki ga opazuje zelo mladi Winston Churchill. Danes je vojna, ki se bije v Sudanu, zelo drugačna. Najprej je bilo to, kar si ti prej omenil. Torej, dejansko se bojuje v pretežno puščavskih območjih, vsaj v tej fazi. Kjer ti nadzor nad vodnjakom, pa tudi preprosto nad vasjo ali trgovskim vozliščem, zagotavlja nadzor nad več kvadratnimi kilometri ozemlja. Ampak, in to je nekaj, kar rad pogosto poudarim, ker si mi predstavljamo, da so afriški konflikti vsi nekako kot v filmu Black Hawk Down, torej te ljudje v uniformah na tehničnih vozilih, ki streljajo. A casaccio. V resnici ne drugače kot drugi konflikti na Bližnjem vzhodu, ta konflikt se, tako kot drugi konflikti na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in v Demokratični republiki Kongo, bije z droni, ki se bije z droni. Da bi bolje razumeli naravo tega konflikta, to, kar vidite, je diapozitiv, ki so ga pripravili na Al Jazeera. In mi je bil zelo všeč, moram reči. Al Jazeera je posvetila dolg članek samo o uporabi dronov v vojni v Sudanu. Jaz, ko gledam tipe, že vidim Kitajce, Irance tukaj. Turke. Spodaj. Seveda. Kaj? Torej, Turčijo so dejansko obtožili tudi financiranja RSF, vendar z droni, ne pa z letali, če se razumemo. Zanimivo je, po mojem mnenju, to, da je treba opaziti. So ladji v Ukrajini, ja. Razen ladje Ukrajina, droni, ki jih uporabljajo RSF, kot vidiš, so droni. Oni veliko uporabljajo roje, malo posamezne drone, torej malo velikega tuškega drona. Zelo pogosto uporabljajo roje. To, kar poskušajo narediti, vsaj po videih, ki sem jih videl jaz, je, da sprožijo te valove rojev na res nepremišljen, nesmiseln način. Oprosti, prvo vprašanje, ki ti ga postavim, je, kdo jih financira? RSF. In kako se financirajo? Mislim, če nimaš dostopa do morja in ne moreš... Torej, večinoma preko tihotapljenja zlata, izsiljevanja in črnega trga. Torej, v bistvu se financirajo kot roparji. Imajo dostop do nekaterih rudnikov, ki jih potem razprodajo oziroma zlato spravijo na zakonite trge v preostalem delu celine. A pa jim uspe, da jih prodajo. Prek borze. Njihove. Torej, v bistvu prek takih stvari. Tukaj seveda upoštevaj, da je pri vojnem naporu RSF, kot pri vseh paravojaških skupinah, to nekaj, kar se počne, je vojni napor, ki se izvaja z minimalnimi stroški. Razložim. Oni so dobili veliko orožja, tudi od Rusov, ko so bili del sudanske vlade. Potem pa so ga preprosto vzeli s seboj. Spomnim se na primer enega mimohoda, Indipendenza del Sudan. iz leta 2020, kjer so ločeno paradirali redni oddelki in RSF in oni so imeli, na primer, zelo veliko število BTR-ov. Seveda moraš razlikovati to veliko sofisticiranost v smislu dronov in tehnološko naprednih sredstev, ki jih uporabljajo na odprtih območjih. Torej, kot sem ti prej govoril, oni uporabljajo te ogromne jate dronov. Popolnoma naključno jih spuščajo na naseljena območja, ko naseljeno območje pade, in tako je padel tudi El Fasher. Nato prodrejo v naseljena območja in v bistvu plenijo. Medtem pa smo v bitki za Kartum pokazali nekaj videoposnetkov, to je en šahid, pokazali smo nekaj videoposnetkov tudi v prejšnjih prenosih v živo. Tudi oni se borijo z improviziranimi sredstvi v urbanih območjih. Torej, je njihova dejavnost usmerjena v plenjenje. Boji, na primer, z motorji.
In zato so se usmerili v plenilsko dejavnost, torej v ropanje. Usmerjeni v plenilsko dejavnost, usmerjeni v ropanje, usmerjeni v plenilsko dejavnost, usmerjeni v plenilsko dejavnost, plenilska dejavnost. Tako so se usmerili v plenilsko dejavnost, v ropanje, torej ropanje, plenilska dejavnost, v ropanje, in tako so se usmerili v plenilsko dejavnost. In tako so se lotili ropa. In tako se je usmeril v plenilsko dejavnost. Torej se je usmeril v plenilsko dejavnost, dejavnost usmerjeno v ropanje, takšna plenilska dejavnost. Da ti dam podatek in da razumeš, kako je ta vrsta vojne povzročila največjo humanitarno krizo, ki je trenutno aktivna na planetu. Če greš na naslednji diapozitiv, je spet Al Jazeera, ki je na podlagi odprtih virov naredila pregled števila operacij, ki so jih z droni izvedle SAF. Do danes, kot vidiš, samo po njihovem štetju je več kot 1478 mrtvih, za katere menijo, da so bili ubiti izključno z droni. 1478 potrjenih mrtvih. Tole diapozitiv moraš izpostaviti z eno grobo šalo, ki je krožila o SAF in ki je krožila med genocidom v Darfurju, ker so govorili, da sudanska vojska ne bojuje, ampak bombardira. To je zato, ker je bila zgodovinsko gledano, ali vsaj pod predsedovanjem Al-Bashirja, ključ vedno v tem, Kartum nadzoruje letalstvo. Potem se kopenske operacije opirajo na lokalne skupine, vendar je pomembno, da nadvlada v zraku vedno ostane v rokah redne vojske, vedno ostane v rokah oblasti v Kartumu. In SAF so dolgo časa bojevale, predvsem v prvem letu, ko se je zdelo, da bi lahko dejansko izgubile vojno proti RSF. Oni so kopičili in skladiščili opremo, drone, pripravljali svoje dobavne verige, počeli takšne stvari. To je vojska, ki prinaša nebo na zemljo. To je vojska, ki prinaša nebo na zemljo. Vojna je nekaj, kar je zelo blizu nebu. Pustil sem ti odprte vire z videoposnetki nekaterih morebitnih napadov. Ampak ne vem, če jih želimo predvajati, ker ti potem lahko ukinejo prenos v živo. Zato bi se temu raje izognil. No, sej, kot praviš, ne bi bilo prvič, ampak če greš naprej, lahko vidimo, kakšni so učinki te vrste bojevanja. Ukinejo nam prenos v živo, ampak če nam ukinejo prenos v živo, kaj nas briga? Torej, to je posnetek, ki prikazuje misijo, ki so jo izvedle SAF za boj proti RSF. Če se prav spomnim, bi moral biti to turški dron. Torej, kaj vidiš, recimo, da je način bojevanja, ki ga uporabljajo, podoben tistemu pri RSF? Oni želijo poškodovati oskrbovalne linije. V tem primeru gre za bliskovit napad na konvoj. Oni skušajo napadati oskrbovalne linije RSF-e in to počnejo predvsem z uporabo dronov. Opazite, ko gledate takšne posnetke, da to ni nič drugače od operacij, ki jih vidimo v Ukrajini. Enako, ista stvar, stari, nekdo, ki je raztovarjal. Ne, to je zato, kot veš, ker je tudi tista stvarca. Kupujemo. Ker je to naslov, s katerim nekaj naredijo, ne vidiš nikogar, ki bi umrl. Take stvari, ne? Ampak poskušal sem biti natančen, ker mislim, da imajo prenos v živo o Maliju. Že to, da nam niso potrkali CIA ali francoske obveščevalne službe po tisti zadevi, je veliko. To je bila še ena šala. Ampak da ti povem, kako moramo dejansko malo izstopiti iz svojega mehurčka, ko moraš vsem razlagati velike humanitarne krize, povezane z afriškimi konflikti. In ker so sredstva sodobna, mislim, ni tako, da niso. Razdalje so ogromne, seveda nimajo velikih populacij. So številne in vojske so številčne. Vsekakor, to so učinki, ki jih lahko vidite zaradi delovanja dronov na naseljih. Najprej naj poudarim še nekaj drugega, oziroma poudarjam še en način, kako RS skušajo uporabiti zračne sile, ki jih imajo na voljo, ki pa po številu in zmogljivostih ne morejo tekmovati s tistimi SAF.
in uporabljajo drone za napad na določen del sudanske energetske infrastrukture. Kar, kot ste verjetno razumeli, še posebej, če spremljate, kaj se te dni dogaja v Ormuzu. Ni cevovod, ampak rafinacija. Ker če imaš lovce, drone, ki morajo leteti, pomeni uničiti rafinerijske naprave, da jih zadržiš na tleh. To, vsaj po eni izmed virov, naj bi bila uporaba termobarične bombe, vendar je vir precej vprašljiv. Video pa je avtentičen. Vendar je to vrsta napada, ki so ga izvedle RSF, ki so večkrat uporabile tako imenovane sodne bombe. Ta naj bi bila termobarična. Lahko bi šli preveriti. To je sočkasta bomba. Po moje sem ti jo pač pokazal, da razumeš, da? Bombo vidiš takoj, prav tam premik zraka, ker Moški tukaj. ne vidi se, to je deflagracija. Povem ti tudi na svoji ravni. Da je to sočkasta bomba. To je zelo umazana stvar. Tako je. In sočki bombe za koga? No? Sočkaste bombe so bili recimo precej razširjeni med vojno v Siru in Rakeni med letoma 2011 in 2014. Tako majhna, kjer obstaja termobarična. Je tako majhna, ja, ampak v resnici Po mojem so jo, kolikor sem videl, uporabljali za razminiranje nekaterih polj v Ukrajini. In naredi takšen pok, udarni val, da ga vidiš. ne, ampak predvsem mislim, da že iz imena termobarična pomeni, da bi morala povzročiti požar. Ampak zgodovinsko gledano, ne, termobarična ne povzroči požara. V resnici prav posrka zrak, prav ustvari učinek vakuma, ki posrka zrak. Ok, my bad. V redu, stisnjeno. Kolikor vem, termobaričnega orožja niso uporabljali po afriških državah. Ne, iskreno mislim, da so oni to izjavili samo zato, da bi RSF prikazali še bolj kot zlobneže. Moja domneva, kot sem ti prej rekel, je, da gre za bombo iz soda. Torej, oni bodo naredili, morda ni ravno sod, ampak bodo naredili improvizirane bombe, potem jih naložijo na tiste kvadrokopterje in odvržejo tam, kjer se jim zdi najbolj primerno. Drugi dejavnik, ki loči RSF, moram reči, da to velja bolj za RSF kot za SAF, ampak brez da bi kakršnekoli preference. RSF zelo pogosto ciljajo na medicinske ustanove. Ker oni zelo pogosto uporabljajo taktiko obleganja, je seveda eden najhitrejših načinov za končanje obleganja ta, da odvzameš vodo, hrano, zdravila. In to je bilo še posebej vidno pri obleganju Al-Fasherja, kjer so v enem redkih primerov dejansko uporabili raketo, torej raketomet. Zadeli so bolnišnico zdravnikov brez meja, tako je potem Al-Fasher po enem letu odpora padel. Kot sem vam prej povedal, je bila glavna značilnost tega zadnjega leta konflikta regionalizacija. Zdaj si bomo ogledali, kako se je konflikt regionaliziral. Najprej s prisotnostjo Egipta. Tukaj bi moral resnično predstaviti 70 let afriške zgodovine, zato se opravičujem za poenostavitve, ki jih bom naredil. Torej, najprej se podpora Egipta sudanskim rednim silam razlaga na podlagi osebnih odnosov. Med Sisijem in Al-Burhanom, ki so študirali na isti akademiji določen čas. V Egiptu so dolgo časa, celo v obdobju Nasera, egiptovski nacionalisti govorili celo o potrebi po združitvi doline. Torej, da bi se vrnili v obdobje Osmanskega cesarstva, ko sta bila Egipt in Sudan močna, nato pa pod britansko oblastjo enako. Al-Sisi podpira SAF poleg teh osebnih odnosov tudi zato, da ohrani na oblasti vlado, ki jo ocenjuje kot bližjo svoji agendi. In predvsem za utrditev osi oziroma za ohranjanje osi med Kairo in Kartumom, ki jo on smatra za koristno za Cel niz vprašanj, naprimer vprašanje velike etiopske pregrade. Kje? 3 države, ki sodelujejo v forumu za upravljanje voda na Nilu, so Sudan, Egipt in Etiopija. In seveda Sudan običajno podpira Egipt. Potem je seveda še vprašanje Rdečega morja. Egipt želi ohraniti Rdeče morje pod nadzorom lojalistov. In potem zaradi cele vrste zgodovinskih odnosov, ki obstajajo med obema vojskama,
so se na začetku sovražnosti hkrati z operacijami proti Kartumu, torej proti prestolnici, začeli poskusi prevzema nadzora nad predsedniško palačo. RSF so sprožile ofenzivo na severu Sudana proti egiptovski letalski bazi, ki je še danes ena redkih uradnih egiptovskih postojank v tujini. Za Kairo ima strateško vrednost, ki jo Kairo dejansko priznava, da lahko razširi neko obliko vpliva skoraj do začetka območja Velikih jezer. Upoštevajte, da je Afrika velika, zato govorimo o več tisoč kilometrih. Egipt nikoli ni skrival želje, da bi podpiral ali imel večjo naklonjenost zavezništvu z SAF. To dejstvo, če veš na naslednji diapozitiv, so dodatno potrdile ugotovitve, ki jih je objavil New York Times. Ponovno sem jih preveril, tako da so dejansko izvedljive. To je baza na jugu Egipta, ki trenutno zagotavlja zračno podporo Egiptu v Sudanu, tako z nadzornimi in izvidniškimi operacijami, kot tudi z bombardiranji v Tiberiji. Še en dokaz tega partnerstva. Če greste na naslednji diapozitiv, to, kar vidite, je turški brezpilotnik TB2, ki ga je Egipt uradno kupil in ki je bilo sestreljeno v regiji Darfur. Mimogrede, če se ne motim, ampak to mi moraš povedati ti, to je prvi primer sestrelitve brezpilotnika TB2, ampak ne vem, če so tudi v Ukrajini bili taki primeri s to novo generacijo. Če jih je bilo med Armenijo in Azerbajdžanom, ampak ne vem, če je bila ravno ta različica, mogoče prejšnja. Ker je to prav lupo stepovanja. Na katerem jih je izgubila tudi Haftar, ampak ni znano, katere različice in stvari od tega, kar je dokumentirano. Ja? Ker mislim, da je pa Haftar, če se ne motim, izgubil TB2. To, kolikor jaz vem, je prvič, da se dejansko vidi razbitino brezpilotnika TB2, ki je bil sestreljen nekje na svetu. Če gremo k drugemu akterju, to je Etiopija. Etiopija ti pokaže, kako je etiopska vpletenost. Kako se sudanska kriza izraža, jo je treba umestiti v regionalni kontekst, ki je veliko bolj krhek. Rad bi, da začnemo s tem videom, tega ti pa ne bodo kar tako odstranili. Torej, ti, ki jih vidite, so skupina iz bataljona, ki se imenuje 70 Meta. To so kadeti, ki so zaključili svoje usposabljanje, diplomirali so v Sudanu. Vendar teh 70 kadetov ima zelo poseben izvor, saj vsi prihajajo iz regije Tigraj v Etiopiji. Vojna v Tigraju, 500 tisoč mrtvih, 600 tisoč ranjenih. Te kadete so vključile sudanske oborožene sile, usposobljeni so bili. Morda ste že slišali, da se zdi, da se vojna v Tigraju dejansko pripravlja na ponovni izbruh. Glede na to, da ste imeli Etiopija in Sudan tudi odprta vprašanja povezana z mejno vojno, je na meji prišlo do spopadov. Pred manj kot 2 letoma, torej zagotovo že ni bil odnos brez težav. Vendar to ni bilo vse. To je območje, kaj ne? Absolutno. Je bila dobro zastopana znotraj. Vedno so imeli separatizme. Bili so tudi med prvimi v spominu. Komandant, ki je izdal med italijansko invazijo, je izdal italijansko stran proti svojim. Tako je bilo. Prav zato, ker so že takrat živeli v separatizmu. Spoštovanje. Torej, to ima opraviti z naravo same etiopske države, ki je zelo posebna. Ko pogledamo njegove predhodnike, njegov oče prevzame naslov Negus, Negast, kralj kraljev. Prav zato je Etiopija na koncu imela to konfederacijo, ker so se različni fevdalni gospodje podrejali volji cesarja. Ta napetost. Če želite vzporednico, da bi razumeli, kakšno je bilo.
sistem, ki ga prikazujejo, veste, prisoten, ko sem gledal v angleščini, ne vem, kako so to prevedli v italijanščino, recimo jim standardi. Da, točno tako. Vsak je bil. Spodaj so bili, kot vedno, da ponovim, po vzoru Igre prestolov. In kot da bi bili tam Starkovi, kot da so oni zgoraj, spodaj pa vsi ostali. Signori, manjši gospodje, ki pa vseeno, recimo, izkazujejo svojo zvestobo in tako naprej. Tako da tudi, ko so začeli postavljati vojsko, je bila to vojska, ki je bolj odgovarjala posameznim vodjem. V resnici ni bila prav zelo usklajena. Tako da si vedno zapomni, da dan etiopske državne proslave sovpada z bitko pri Advi. In oni izberejo bitko pri Advi, spomin na bitko pri Advi kot državni praznik. Zakaj? Zato, ker je pomen v tem, da so združili moči vseh Etiopcev. Odbili smo belca, zato smo uspeli kljubovati tudi napredovanju kolonialistov, kar ni uspelo drugim afriškim politikam, drugim afriškim državam. Če se vrnemo v današnje dni, ti ta video seveda pokaže, kako etiopska vlada danes gleda na pravila. Sudanske redne sile kot del eksistenčne krize sistema, torej oborožujejo upornike. To počnejo skupaj z Eritrejo, ki pa po drugi strani podpira sudanske redne sile, predvsem z nekaj enotami pehote in veliko usposabljanja. In kaj se v bistvu dogaja je, da so bili odnosi med Sudanom in Etiopijo vedno problematični, vendar je usposabljanje tigrincev strani Sudana Etiopijo spodbudilo, da je prekinila zadržanost. In tako se je takoj postavila na eno stran. Tudi interes, da pošljejo prav tiste iz istega območja, tako da niso niti svobodni. In gredo tja delati probleme, tako da jih ne delajo doma. Kako uporabiti svoje stvari? Te stvari pa ne. Z tega vidika za etiopsko vlado ne, tega interesa ni. Ker so leta 2022 prisilili TPLF k predaji in zato nikakor nočejo, da bi se ta vojska ponovno oborožila. Morda bi lahko obstajal, ker je trenutno TPLF razdeljen na dve krili. Eno provladno in drugo, ki bi želelo ponovno začeti vojno in se maščevati, to je provladno krilo. Morda bi imel interes, da najbolj nemirne elemente pošlje ven. Pejte delati probleme malo dlje. Ja, morda res, vendar je temeljno vprašanje trenutno to, kar vidiš stanje v Etiopiji posodobljeno do marca. Tukaj imaš upor v bistvu v treh ključnih regijah. Oromija, Amhara in Tigraj, kjer oni prav tako kopičijo enote v pričakovanju morebitnega izbruha nove vojne. Torej, Etiopijci že med februarjem. Ampak zakaj Etiopija podpira RSF? Zakaj? Ne, sem ti ravno razlagal, zakaj RSF, SAF urijo Tigrajce. Povezala je cela vrsta zgodovinskih težav med Sudanom in Etiopijo glede meje, izkoriščanja voda Nila in podobno. Skratka, kdaj so začeli opažati, da sudanske redne sile dejansko urijo ljudi, ki prihajajo iz regije Tigraj? Kaj vidite tam? In kje bi lahko kmalu izbruhnila vojna? In zakaj to poudarjam? Etiopija je zbrala čete na meji s Tigrajem. Torej, verjetno pravijo, da moramo odstraniti vlado, ki nam je sovražna, in zato podpirajo RSF. Če pa pogledaš na zemljevid, moraš upoštevati, da Etiopija trenutno doživlja posebej dramatično obdobje, saj ima ustaje v treh regijah. Ključnega pomena so Sielo, Oromija, Amhara, ki je eno od gospodarskih pljuč države, in potem je seveda še vprašanje Tigraja. Večji ali manjši strah? To je jasno povedal Abija. In da bi morebitno trajno zavezništvo med Amhara, Tigraj in Afar lahko ustvarilo nasprotno silo, ki bi lahko krenila proti njemu. Beba in one zmago v vojni Tigraju. Prav zato, ker ga imajo radi. Ga imajo. To, da v tej fazi so se uprli proti osrednji vladi,
in posledično so postali, obstaja recimo to veliko sovraštvo med vlado Sapeva in vlado Amara. Zakaj je pomembno voditi v ta pogovor? Morda nas to nekoliko oddali do Sudana, ker pomaga razumeti sudansko krizo, sudansko vojno. V okviru niza regionalnih konfliktov, ki so povezani s tem, da različne velike države v regiji, rekel bi praktično vse razen Kenije, ponovno opredeljujejo svoje notranje sisteme moči in to zelo pogosto počnejo z oboroženim konfliktom. Torej, če vzamete Sudan, Čad, Libijo, če želite, tudi Južni Sudan, Etiopijo in Somalijo, tudi tam ste priča tej seriji nasilnih pretresov, ki morajo ustvariti nove notranje politične ureditve. Vendar pa nisem pristaš tistih, ki pravijo, da obstaja ena sama rdeča nit, ena sama razlaga za regijo. Imam vtis, da te konflikti izhajajo iz lokalnih vzrokov, ampak če izbruhnejo vsi hkrati in vsi v isti regiji, dobro razumeš, da gremo proti scenariju, ki je bistveno slabši od trenutnega. Če se vrnemo k lobističnemu vidiku konflikta v Sudanu, to, kar vidite, je rekonstrukcija, ki jo je naredil laboratorij za mednarodno humanitarno pravo. Oni so sledili tovorom, ki so iz letališča Asosa, ki je baza etiopske nacionalne vojske. Naložili so te konvoje, ki jih vidite na sliki, in ti konvoji so nato šli podpirati ofenzivo RSF v regiji Modri Nil. Če si ponovno ogledate tisti zemljevid, ki sem ga pokazal na začetku, tisti trikotnik na jugu, točno tam, kjer so RSF, ta trikotnik na jugu, v Modrem Nilu, ki se zdi nepojasnjen, ampak dejansko so tam RSF, ki se borijo, podprte strani Etiopije in delno strani Južnega Sudana, kjer je, kot kaže, predsednik Južnega Sudana, ampak o tem bomo govorili bolj podrobno čez nekaj trenutkov, podprl RSF še preden so šli v Južni Sudan. Če narediš tam točno tako, ta stvar narejena na hitro, je praktično dejansko podatki, ki nam jih daje ELAP, nam pokažejo, kako opazovanje teh konvojev, torej to kopičenje v določenih časovnih okvirih, dejansko sovpada z začetkom ofenzive na Modrem Nilu. Torej, oni opazujejo majhno kopičenje februarja 2026. Med koncem februarja in začetkom marca se začne ofenziva na Modrem Nilu. Če greš na naslednji diapozitiv, točno tako lahko vidiš, kateri so bili v bistvu prvi premiki RSF v okviru ofenzive na Modrem Nilu. Torej, iz baze Asosa so se premaknili proti Kurmuku, torej iz Asosa do logistike, do logističnih vozlišč pripravili so zaledno logistično linijo in nato začeli premikati proti Kurmuku. To dejansko ti da vedeti, kako je etiopska vpletenost, čeprav je uradno omejena na območje Sabebe, v resnici temelji na delih teh enot. Morali so prečkati prav to. Kmalu bomo prišli do tega. Točno nekaj, kar vam lahko nekoliko približa vzdušje, ki vlada v Etiopiji. Etiopija je začasno ustavila, ni pa opustila svojega načrta za dostop do Rdečega morja, kar je za Abija Ahmeda vprašanje obstoja. Tudi zato, da bi popravili tragedijo poraza z Eritrejo, ki je Etiopiji nato odvzela izhod na morje. To, kar vidite, je napis v amharščini, ki je bil fatta durante una parata militare qualche tempo. Nastala je po januarju in v bistvu pravi, raje umremo, kot da nimamo vašega dostopa do morja. Mejna stvar, ki mi daje vedeti, kako resni so nameni Etiopije, ampak to ne glede na Abija Ahmeda. Kar zadeva dostop do Rdečega morja, je Etiopija celinska država brez izhoda na morje. Obstaja država brez izhoda na morje, ki ima še danes mornarica. Oni imajo mornarica. Torej, to ti da vedeti, kako je za njih, če hočeš, tudi na ideološki, skoraj mesijanski način, dostop do Rdečega morja, nekaj, o čemer se ne morejo pogajati. In zato vsi ti premiki v nasprotovanju s Tigrajem, poskus domneva tega memoranduma z njegovimi rokami zraven.
Jaz tega nisem spremljal, ker očitno nismo imeli težav. Grem poiskat to karto iz leta 1935, če se prav spomnim let. Mi smo imeli njen italijanski način. Ne, v redu, kako je potem nastala Somalija? Južna Somalija. Vse. To je inovacija Cizija. Ampak Italija, inovacija je inovacija Cizija, ampak to je inovacija. Bila je. Ja, torej to, kar vidiš tukaj, je morje, ker to, kar vidiš tukaj, je kolonialna razdelitev, kjer je, o tem sem govoril o afrikanizmih na mojem Substacku, lahko si poiščete tisti članek, ki sem ga napisal o priznanju Somalilanda strani Izraela kot neodvisne države. Torej, v bistvu so v kolonialni kartografiji vedno obstajale iste tri dežele Somalcev, to so francoska Somalija, Džibuti, britanska Somalija, regija Somaliland, italijanska Somalija. Edina uspešna italijanska ofenziva v drugi svetovni vojni. Tista, torej britanska, Popolnoma izvedena strani Italijanov. tako slabo smo se odrezali na Balkanu, da nismo zmagali niti ene ofenzive. Napadli smo z 2 kolonama, ena je šla proti Berberi, ena je šla ob obali, ker smo zavzeli tudi Somalijo. Frankozi in Angleži so se po manjši bitki morali umakniti v Ader, edina kampanja, ki so jo Italijani popolnoma vodili, ki je šla. In pravzaprav po padcu druge svetovne vojne, iskreno ne vem, ali je šlo za dogovor z Italijani, ali so se vmešali Američani, kaj točno so se odločili, ali so bila v ozadju lokalna gibanja. Vendar, britanska Somalija in italijanska Somalija, torej Somalija in Somalija, sta bili združeni in danes ju večina držav priznava kot del iste državne entitete. Kasneje, po izbruhu somalske državljanske vojne leta 1991, britanska Somalija, ki je uspelo recimo zagotoviti večjo stabilnost, povezano tudi z določeno vrsto organskega ravnotežja, ki obstaja, tam je razglasil neodvisnost, ki dejansko deluje kot neodvisna država, torej z lastnimi volitvami in z celim nizom značilnosti avtonomije, vendar pa afriška stran tega ne priznava kot neodvisno državo. Ker obstaja to, upal bi si reči, skoraj mantra Afriške unije, ki pravi, da ne smemo priznati avtonomnih entitet, ki kršijo izvorno postkolonialno državno celovitost. Ker obstaja strah, da če potem priznaš enega, bi moralo celo vrsto drugih neodvisnostnih gibanj po celini dobiti enako vrsto legitimnosti. Po drugi strani pa, ker je Somalija še danes v to vpeta, v zelo počasnem in problematičnem oblikovanju države. In zato priznanje neodvisnosti druge države ni sprejeto z odobravanjem. Torej, lahko druga stališče. Izrael je prekršil tabu. Tabu zakaj? Lahko sem kritičen do odločitve ali načina. Že leta se dejansko priznava, da je proces izgradnje države v Somalilandu potekal veliko bolje v smislu demokratičnosti, v smislu mnogih stvari v primerjavi s Somalijo. Priznanje Izraela v očeh Somalilanda bi moralo biti eno. Upanje je bilo, prizna nas eden in potem nas bo drug za drugim priznan še vsi ostali. Upali so, da jih bodo tudi Združene države Amerike pod Trumpom priznale kot neodvisno državo, vendar se to zaenkrat ni zgodilo. Ampak recimo z etiopskega vidika točno tako. Po mojem mnenju je bila velika napaka, da Etiopiji niso dali dostopa do morja. Mislim, na koncu bi lahko Etiopiji, če so pošteni, je dostop do morja izgubila. Eritreja se je uprla in konec 90-ih let dosegla neodvisnost. Z oboroženim bojem, mislim, ne iz drugih razlogov. Ne glede na to, da so bili Eritrejci podjarmeni, oni so bili prvi, ki so spregovorili, tako rekoč v narekovajih. Bolj so sodelovali z italijansko okupacijo, prav zato, ker bo od tam potem išla tudi italijanska invazija iz italijanske Somalije, Eritreje.
Eritrejci niso imeli tako slabega mnenja o Italijanih, potem pa so tudi oni počasi začeli, ne? Ne, ampak do danes. In so videli sankcije celo kot protietiopske. Celo. Do danes ti lahko povem, da je to paradoksalna izkušnja, ki sem imel večkrat v svojem življenju. Ampak Eritrejci med vsemi narodi, ki smo jih kolonizirali mi, Italijani, so tisti, ki imajo še danes spomin na to. Ne pravim, da je pozitiven, ampak priznavajo določene zasluge italijanski kolonizaciji. Kar recimo Etiopijec ali Libijec ne počne, oziroma vsaj večina med njimi tega ne počne. Bilo je tudi veliko Eritrejcev, ki so se borili na italijanski strani. Da, tako imenovani askari. Če greš v Asmaro, se zdi, kot da si v Italiji v 60-ih letih. Tako zelo, da si boš to lažje predstavljal. V Asmari je Kino Impero, ki ima svojega dvojčka tukaj v Rimu, v četrti Kazilino, ki je dejansko dvojček. To pomeni popolnoma enak kino, popolnoma enaka zgradba. Ampak to je del celote dinamike glede vprašanja dostopa Etiopijcev do Rdečega morja oziroma dostopa do Rdečega morja nasploh, kar je postalo precej vroča tema. Pojdimo k Čadu. Torej, tisti, ki jih vidite na tem zemljevidu, ki ga je pripravil The New Humanitarian, To so območja, kjer so bili konflikti in operacije etničnega čiščenja v Darfurju na sudanski strani meje. to veliko število beguncev, ki so pobegnili pred etničnim čiščenjem v Darfurju, se je zateklo čez mejo, v Čad. Povedano preprosto, zatekli so se v izjemno revno državo, ki se mora danes soočati s humanitarno krizo. Kar precej močno. Kaj se je zgodilo proti koncu marca? To, kar vidite. Prišlo je do množične napotitve čadskih sil na mejo s Sudanom. Odločitev o napotitvi tolikšnega števila sil in zaprtju meje z vsemi posledicami, ki jih to prinaša, tudi na humanitarni ravni, je v osnovi povezana z nekaterimi napadi z droni, ki naj bi jih izvedle RSF na čadski strani meje. Zdaj, za Čad je vojna v Sudanu, kot sem ti že povedal, v osnovi povezana z etničnimi ravnotežji. Ker je vodstvo na oblasti v Ndjameni v Čadu v bistvu izhaja iz etnije Zagava, torej pripadnikov te etnične skupine, ki živi na obeh straneh meje med Sudanom in Čadom. Če bratranci iz Ndjamene ne grejo na pomoč tistim v Darfurju, nastane klanska razpoka, ki bi lahko sprožila domino učinek in povzročila tudi krizo oblasti v Ndjameni. Naj ti dam primer, ki je lahko precej pomenljiv. Povedal ti bom to zgodbo. Pred časom so v Ndjameni v okviru zelo nenavadne čadske tranzicije ubili zgodovinskega voditelja majhne socialistične stranke, ki se je imenoval Jahja Dino. Ubit je bil med zelo nenavadnim streljanjem. Ubit je bil doma strani čadskih tajnih služb, oboroženega napada čadskih tajnih služb, in obtožili so ga, da je poskušal izvesti državni udar. A bil je doma. Obtožili so ga, da je osebno poskušal napasti sedež nacionalne televizije. On sam. A bil je doma. Tako, ko je novica o smrti Jahje Dina, ki je bil član zelo majhne zgodovinske politične stranke z več desetletij delovanja, prišla čez mejo. Eden od bratrancev Jahje Dina, Zagava iz Sudana, je prevzel poveljstvo nad bataljonom 15.000 mož in se odpravljal v Čad. Se pravi, želel je marširati na Ndjamena. Divizija, ne bataljon. No, divizija je večja, ampak ne vem, če si ti to upošteval. Med borci, ne vem, 800.200, da ti dam predstavo. Torej so na ravni divizijske. On je prevzel poveljstvo nad 15.000 možmi, oprostite mi, general Kapitini, če vedno zamešam izraze, ampak prevzel je poveljstvo nad 15.000 možmi, da bi šel maščevati svojega bratranca v Ndjameni. To ti hoče povedati, da so Zagava iz Darfurja na eni strani zelo močna vojaška sila z velikim potencialom, ampak predvsem, da če vlada v Ndjameni ni sposobna vsaj zaščititi in olajšati
trpljenja svojih bratrancev v Darfurju, se lahko zgodi, da bi bil vodja, predsednik Čada, Mahamadou Tristebi, lahko odstavljen. To, kar vidite, so enote, ki so trenutno nameščene na meji med Čadom in Sudanom. Zato obstaja tveganje, da bi bil Čad upleten v sudansko vojno, predvsem znotraj območja Darfurja. Morda celo prekrivajoče, s tem, da bi ustvarili varovalno območje, ki bi očitno škodovalo RSF. Evidentemente RSF. Potem je tu še vprašanje Južnega Sudana, torej to je zemljevid, ki sem ga že pokazal na prejšnjem prenosu v živo. Kot vidite, je to obmejno območje med Južnim Sudanom in Sudanom še vedno predmet večine spopadov oziroma precejšnjega dela spopadov na tem območju za RSF. Pred nekaj meseci je RSF zasedel mesto Idlib, ki je sedež ene glavnih rafinerij v državi. Strah tako na strani Južnega Sudana kot Kitajcev iz Sudana je bil takrat, da bi RSF, da bi ponovno zavzel mesto ali vsaj odvzel strateško prednost RSF, odločil bombardirati Idlib in tako uničiti objekt. Kar bi imelo smisel z vidika RSF in tisočev ljudi di škodovati zalogam di carburante dell'RSF, come dicevamo prima, senza la raffineria non hai la benzina per i droni. Za vse, kar moš premakati. Bila je ta precej nenavadna medijacija, po kateri mislim, da bi lahko šlo za kitajsko vpletenost. Ob koncu, katere so sile Južnega Sudana, vojske Južnega Sudana, zasedle mesto Eglik. Jo je postavila pod nekakšno nadzorovano upravo in rekla, v redu, dokler smo mi tukaj, bomo varovali rafinerijo. In tako tega ne nadzoruje niti Južni Sudan, niti Sudan. Vendar pa obstaja problem, torej kratka zgodovina zadnjih 7 let v Južnem Sudanu. Južni Sudan je dolgo časa vodila ta čudna prehodna vlada. Vodil jo je predsednik republike, ki je še vedno na položaju, in to je Salva Kiir, ter njegov podpredsednik, ki je bil Riek Machar. Posebnost je bila v tem, da sta se ta dva gospoda borila drug proti drugemu v posebej krvavi državljanski vojni, takoj po neodvisnosti juga. Tisti na desni je Salva Kiir, tisti, ki ima skoraj kavbojski klobuk, Riek Machar je tisti na levi. Zdaj, kaj se je zgodilo? Vse to premirje je temeljilo na denarju od nafte. V smislu, da je ta oligarhija nadzorovala dostop in sredstva, ki so izhajala iz izkoriščanja naftnih virov. Zagotavljajo so si sredstva za plače, zagotavljajo so si dostop do likvidnosti, to je vse bolj ali manj držalo mirne. Ob izbruhu vojne v Sudanu in posledični poškodbi energetskih infrastruktur je prišlo do krize v energetskem sektorju, nezmožnosti izplačevanja plač tudi oboroženim silam ter nezmožnosti zagotavljanja tistega klientelističnega sistema, ki je vzdrževal premirje. Boji se ponovno začnejo, Riek Machar je v hišnem priporu, v eni noči odpustijo šefa obveščevalne službe. Skratka, Salva Kiir, ki je v resnici bolan, saj smo ga videli na nekaj njegovih javnih nastopih v letih 2024 in 2025, ni prav posebej dobrega zdravja. V vsakem primeru je njegova spremljevalna ekipa izkoristila priložnost, da ponovno zaneti to državljansko vojno. Majhna stvar, spremljevalna ekipa Macharja je bila obtožena strani rednih sudanskih sil, torej SAF, in tukaj se že smejiš zaradi tistega glasovanja, ker si ugotovil, da si sestavil gospodarstvo, olajšal novačenje RSF znotraj meje. Ne samo to, ampak več članov RSF, recimo iz njihove obveščevalne službe, v oblekah in kravatah, je prečkalo mejo in plačalo precej denarja za dostop do naftnih virov. To je rekonstrukcija, ki nam je daje Sudan prek svoje obveščevalne službe. Do zdaj je bila to vedno obravnavana kot hipoteza, skratka, megla vojne. Kdo ve, če je to res? Vendar, če se spomnite trikotnika, o katerem smo govorili pred ofenzivo na Modrem Nilu, kot je pravilno rekel Mirko, so morale te enote RSF nekje prečkati, če pomislimo na najslabše. Grešno je tako misliti, vendar zato pogosto obstajajo tudi dokazi. Zdaj. Tako da mislim, da
ti ne povem vsega. Južni Sudan, ki je zelo raznolik, je sestavljen iz različnih skupin, kot je Bela vojska in tako naprej. Vsekakor pa to dejansko meče novo luč na možno vpletenost predsednika Kirja pri dejanski podpori RSF. Torej se stvar spremeni. Zdaj še zadnji del, potem v redu smo na voljo za vprašanja, seveda. Če govorimo o diplomaciji, potem najprej ne moremo mimo novega kvarteta za Sudan. Vedno vas napotim na abiganizme, ker sem tam govoril bolj podrobno. Kratka zgodovina kvarteta. Za Sudan je to diplomatski format, ki so si ga izmislili v Združenih državah okoli leta 2019, če ne že prej, za urejanje odnosov s Sudanom. Trump ga je precej preuredil, v bistvu je izključil edinega evropskega člana kvarteta, ki je bil Združeno kraljestvo, Velika Britanija, in namesto njega vključil Egipt. Tako je, ta diplomatski kvartet sestavljen iz Saudske Arabije, Združenih arabskih emiratov, Egipta in Združenih držav. Do danes mu ni uspelo narediti ničesar zaradi navzkrižnih interesov med različnimi udeleženci. Sestali so se, mislim, prvič. To me nasmeji. Očala si s name in reče, vi Angleži nimate nič s tem, ker imajo Američani. Kaj s tem? To je bila Saudska Arabija in te stvari tukaj. Ampak oni se vmešajo. To je bila stvar, ki mislim, da so si jo v Londonu kar dobro zapomnili. Ampak stvar, ki je ni razumel, je, da je s tem, ko je ustvaril kvartet, ki je v bistvu arabski, to so 3 od 4 držav arabske, ustvaril čudovit kvartet, kjer je od oktobra blokiran zaradi navzkrižnih vetov. Ampak zgodile so se nore stvari. Mislim, Egipt je zavrnil resolucijo, ki so jo napisali Združeni arabski emirati, ker mi ta pridevnik ni všeč. Ker vi pravite, obema stranema naj odložita orožje, v resnici pa morajo orožje odložiti RSF, zato tudi tam, oprostite za mojo opombo. Vendar je pomembno tudi poznati neke zgodovine, če želiš delati geopolitiko in predvsem razumeti določene mehanizme. Če so prejšnje administracije ohranjale Združeno kraljestvo znotraj četverice, ali niso tega počele? Ker so bile nostalgične do britanskega imperija. Potem pa še Američani. Ker oni poznajo situacijo, narodi poznajo situacijo, ampak jaz sem Italijan. To se je zgodilo zaradi sudanskih sil. Ja, vendar poleg zgodovinske kolonialne povezave obstaja še en dejavnik. Zavedali so se, da če bi naredili izključno arabsko sestavo, bi to ustvarilo diplomatski kvartet, ki bi bil blokiran zaradi vetov. Do danes je še vedno tako. Pojdi za trenutek na prejšnjo sliko, preden začnemo govoriti o Macronu. Torej, Trumpova administracija glede Sudana, pravzaprav glede afriškega roga, je imela poseben pristop, saj je bila v resnici zelo dejavna v Afriki. Trumpova administracija pa je na afriškem rogu res močno nihala. Med pobudami za ohranjanje statusa quo prejšnjih administracij in nekaterimi povsem novimi stvarmi, torej. Novembra lani je Bin Salman obiskal Belo hišo pri Trumpu. In kot kažejo podatki, je bila udeležba pri tem zelo pomembna. Uradno je Trumpa prosil, naj Sudan ponovno vključi v ameriško diplomatsko agendo. Rekli so, vi morate nekaj narediti, je bilo narejeno in nekaj za Sudan. Od tistega trenutka naprej je bilo več aktivnosti strani Združenih držav Amerike, vendar pa ni bilo povsem jasno, kakšno je njihovo stališče. Ta trenutek je bil dejavnosti. Dejavnost je bila veliko bolj agresivna glede R7. Nekatere sankcije so bile uvedene proti članom islamske stranke, nekdanji stranki diktatorja Al-Basirja, ki pa podpira SAF. Skratka, v bistvu ni jasno, kaj želijo doseči Združene države, to je treba povedati. Oziroma, to je vsaj moja ocena, glede na to, kar sem opazil. Dejansko. On ima določeno občudovanje do Bin Salmana, veliko bolj kot do drugih voditeljev v regiji, naprimer Bin Zayeda in Sisija. Tako da ne bi izključil, da bi Bin Salman v tem delu lahko izkoristil ta vpliv, da bi Združene države glede sudanskega vprašanja približal svojim stališčem. Majhna težava je še en dejavnik, zaradi katerega po mojem mnenju Quad ni deloval in ne bo deloval. V Iranu je vojna, zato je v tem trenutku za
ta del sem hotel prepustiti tebi. Torej, kakšne so povezave, koliko to vpliva, kar se zdaj dogaja? Ali se na diplomatskem področju vse spremeni? Ker seveda v tej fazi, kot je že bilo obširno dokumentirano v drugih prenosih v živo, imaš ti vojno v Iranu, blokada Ormuške ožine, Saudska Arabija, Katar in Združeni arabski emirati, ki vseeno utrpijo škodo zaradi te vojne. Večje težave, recimo, s katerimi se je treba ukvarjati. Točno tako, popolnoma povzeto. Torej, prej so vlagali zelo pomembne vire v poskus, da bi nekaj uredili v Sudanu. Danes je seveda njihova prednostna naloga odpreti Ormuz in ustaviti vojno v Iranu. Torej, kako zaskrbljeni so lahko v Rijadu ali v Abu Dhabiju ali drugje zaradi tega, kar se dogaja v Sudanu? Imamo precej vprašljivo enega od učinkov, ki bi jih ta zastoj lahko povzročil. To ti prepuščam za zaključek. Smo tudi mi, Evropejci, vključeni v diplomatske pobude. Torej. Trenutno v Berlinu poteka tretja mednarodna humanitarna konferenca o Sudanu, na kateri so SAF že povedali, da ne bodo sodelovali, ker pravijo, da je bilo vključenih preveč članov, strank ali gibanj, ki so blizu RSF. Torej, zanje tisto, kar se bo odločilo v Berlinu, ne bo imelo nobene vrednosti. Prva humanitarna konferenca je bila organizirana v Franciji. V Franciji je Macron dosegel kar dober rezultat, ker je vztrajal. Uspelo mu je prvič prepričati Bin Zayeda iz Združenih arabskih emiratov, da je pozval obe strani k prekinitvi ognja. Potem druga humanitarna konferenca v Sudanu, tista v Londonu. V bistvu sta obe humanitarni pobudi zelo pohvalni. Mimogrede, v Londonu jo je vodil bivši Sekretar tega dejanja? David Lammy, ki je politik, ki mi je zelo všeč. Druga humanitarna konferenca v Sudanu v Londonu. Zbrala je veliko denarja, vendar je v bistvu to mehanizem, ki je blokiran, ker zbereš veliko denarja. Moral bi vzeti humanitarno pomoč, vendar je potem zelo težko, da humanitarna pomoč dejansko pride v ta kontekst. Meje so zaprte. Tudi mi, Italijani, smo prispevali svoj delež. To, kar vidite, tweet italijanskega zunanjega ministrstva 25. decembra lani. To je bila obljuba, ki jo je bilo treba izpolniti. Med drugim je tudi napovedal v podcastu Fedeza, da bo humanitarno pomoč v Sudanu. Bil je ta prvi paket humanitarne pomoči za Italijo. In nedavno, danes popoldne, sem bil na konferenci, kjer je govoril eden izmed najtesnejših svetovalcev zunanjega ministra Tajani, sodeluje na konferenci v Berlinu. In predvideli so dodelitev dodatnih 30 milijonov evrov za krizo v Sudanu. Gre za to, da potrebujem le trenutek in sem takoj pri tebi, Winternight. Ne, samo zaključujem. Gre za to, da sem uživo kot Biggio Mandeli, v trenutku sem takoj pri tebi. Točno tako. Ne veš, zakaj mi je tako šlo? Ne, stvar, ki je ne razumem. Torej, naš položaj Italijanov je jasen in sicer objektivno imamo takšno politično težo, kot jo pač imamo. In zato se mobiliziramo v poskusu, da bi vsaj omilili trpljenje tistih civilistov, ki jim ni uspelo pobegniti. Ampak nisem razumel, ali torej priznavamo vlado SAF ali tisto RSF, ker smo potem vedno pri istem vprašanju. Predvidevam, da je bila ta humanitarna pomoč, ki ste jo videli v tweetu Farnesine, dostavljena v Port Sudan, torej vladi SAF. Samoumevno menim, da priznavamo tisto vlado. Morda pa gre za politiko, ampak tudi. Ne vem. To izjaviš, ti pošleš ali da, edini dostop do morja je tisti. Potem pa se znajdite sami. Ja, ampak tudi če bi hotel... Kako jih izročiš, RSF? Moral bi jih spustiti s padalom. RSF jih izročim ali prek Čada ali prek Kenije, ampak bistvo je to. Torej, po mojem mnenju to ni ista situacija. Libiciziramo konflikt, ki ne bi smel biti libiciziran.
Ker objektivno, če se vsi strinjamo, da je ena legitimna vlada, potem je to vlada RSF. Rekli bi morali, kot pravijo v Rimu, dajte si to v obraz. Mislim, v smislu, to je nekaj, kar vam koristi samo v poskusu zavajanja, da še bolj zapletete mirovno pobudo. Nažalost, vidiš, moramo vedno uporabiti primer Lime, ki postaja vzorec za tragedije. Priznavamo eno vlado, ampak vseeno govorimo tudi z drugo. In tako naprej. Nihče nima poguma, da bi sprejel odločitev in podprl enega. Kaj pa je njihov strah? Da bodo morda tudi oni začeli izvajati pokole in podobne stvari. In potem imaš ti žig tistega, ki jih je podprl. Zato ostajamo zelo previdni. Ja. Res je. Ampak res je tudi, da je politika pač še en kompromis. Tudi to, da znaš prevzeti tveganja. Še zadnja stvar glede humanitarnega vprašanja. To je infografika UNHCR-ja, ki približno prikazuje število beguncev, ki so trenutno uspeli pobegniti čez mejo in vrsto humanitarne pomoči. In to je lahko zagotovljeno v tem trenutku. Trenutku, ki ga je dobro poudariti. Humanitarna realizacija, najprej to poudarimo. Fantje, če želite verjeti, ja, jasno, Združeni narodi niso tista stvar, ki jo vidite zadnji teden septembra v Stekleni palači. Ampak obstajajo izjemni tako analitiki kot operativci, ki delajo na terenu. In to počnejo tudi v tem trenutku. So slabše plačani, ker je prišlo do tega vala rezanja finančne podpore. Za Združene narode, ki so trenutno edini sposobni ublažiti ali omiliti to humanitarno krizo, ki je danes največja na svetu. Vsaj glede na število vpletenih ljudi. Zadnja prosojnica, pol odgovori na vprašanja, če jih imate. Zakaj gre? To je članek, ki se je pojavil v reviji Foreign Affairs in je govoril: Sudana ne razdelite znova. Spomnite se, da je bila zadnjič delitev Sudana leta 2013, ko je Južni Sudan postal neodvisen. Ne ponovno Sudan, pravijo avtorji tega članka. Ker to dejansko ne bi rešilo neodvisnosti, bi rešilo neodvisnost, ampak dejansko ne bi rešilo tega Združene države, vpletene arabske sile, kaj se dogaja v Hormuški ožini, vojaška pad pozicija, ki je postala diplomatska, 2 vladi na terenu. Mislim, da bi skušnjava hotela v nekaterih zunanjih ministrstvih. V tej fazi, čeprav to ni najboljša rešitev, priznajmo realnost dejstev in zato spremimo. Ne bi dejansko rešilo neodvisnosti vzhodnega Sudana, Zahodnega Sudana, Južnega Sudana. Na severu smo v redu. Dejansko bi rešila neodvisnost. Dejansko ne bi rešila tega, kot sem ti že rekel v prvi oddaji v živo pred 3 leti. Končno tveganje je vedno tam. In danes je po mojem mnenju to možnost. Južni Sudan. Dejansko bi rešila neodvisnost. Bi delno rešila neodvisnost južne države. Mislim, da si na tej točki tudi na diplomatski ravni govorijo, da ob vsem, kar se dogaja, dejansko neodvisnost ne bi rešila razmer v Južnem Sudanu. Morda je bolje priznati realnost na terenu in tako imamo še en Sudan. To ni najboljša rešitev, ampak po mojem mnenju o tem razmišljajo. Kriza z gnojili zaradi zaprtja Ormuza. Kako bo to vplivalo na Afriko? La Male. Celinska lakota je nemogoča, ker je Afrika ena največjih celin na svetu. In imeti celinsko lakoto bi pomenilo povsem drugačen geografski scenarij. Celinska lakota je nemogoča, obstaja inflacija in zagotovo bodo območja, ki so izpostavljena lakoti, doživela krizo. Hvala za številne komentarje. Recimo, da so v tej fazi najbolj neposredna tveganja povečane inflacije, kriza v kmetijskem sektorju. Res je, da afriško gospodarstvo, še posebej Nigerija, pa tudi druge, se
pripravljajo gnojila. Svoja. Ampak seveda kriza v Ormuzu močno vpliva. Vsekakor vidim povečane inflacije z nevarnostjo politične nestabilnosti, vsekakor vidim možnost poslabšanja razmer za tiste ljudi, zlasti na Afriškem rogu, ki so v prehranski nevarnosti. Obstaja še en dejavnik, ki vam da lahko povem tukaj ekskluzivno za Parabellum vpliva na rudarski sektor. Ker obstajajo topila, ki jih je treba uporabljati za pridobivanje ali rafinacijo kritičnih mineralov redkih zemelj in ki jih začenja primanjkovati. DR Kongo, Demokratična republika, Pozabi. ker jih že zdaj uporabljajo veliko, glede na količino surovin, ki jih morajo predelati. In jih že zdaj primanjkuje. Torej, senza sparare sulla croce. O strateški pomembnosti te pobude v Iranu. Potem pa tudi tako imenovani sektor visoke tehnologije. V svoji dobavni verigi bo zelo prizadet zaradi blokade Ormuza. Ampak ne izvajajo pokolov v Darfurju nad nearabizirano afriško manjšino. Južni Sudan, ki podpira SRF, se ni odcepil od severa, prav zato, ker ni arabski. Ne, to je poenostavitev. Temeljna težava je ta. Južni Sudan se je odcepil tudi zaradi genocida v Darfurju. In zaradi niza. Recimo temu marginalizacije ljudi in etničnih skupin juga strani zgodovinske elite Kartuma. Da bi razumeli, kako se je Južni Sudan spremenil do danes, se je vse začelo s smrtjo. V precej skrivnostnih okoliščinah zgodovinskega voditelja neodvisnosti Južnega Sudana, Johna Garanga, ki je umrl v helikopterski nesreči. Predsednik Ugande Museveni je dejal, da je po njegovem mnenju šlo za sumljivo nesrečo. Po Garangu pride do vojne med Salvagom, ki so povsem drugačna vrsta voditeljev. V smislu, da so oligarhični voditelji zelo zainteresirani za kopičenje bogatstva iz naftnih virov. Torej, če RSF plačujejo vsaj tisti del elite, ki si polni žepe. Očirju pa ponavljam, da se ima zelo dobro, zato mislim, da je ravno njegov ožji krog, torej njegova spremstvo, verjetno interes posameznika presega, upam, da tam lahko obstajajo. Tudi zato, ker Da rečejo, da pišejo. reči zakaj. Mi lascia sempre grande libertà, questa roba che Zaradi afriških konfliktov. legano solo per le etnie, non per roba. Naprimer, interesi voditeljev, državni interes, sistemske krize, strateški cilji, regionalne agende. To je nekaj, kar imamo mi belci, ki smo še vedno vzgojeni v duhu kolonializma. Afriških konfliktov ne obravnavamo na podlagi teh kategorij. Drugo vprašanje. Katere ambasade še danes delujejo na teh območjih? Iskreno tega ti ne znam povedati, vem pa zagotovo, da ima Evropska unija posebnega odposlanca za Sudan, tako kot mi. Ne. Ne, Gigino, ne vem, kdo je odposlanec Evropske unije. Iskreno ne, odkrito ti ne znam povedati, tudi zato, ker mislim, da če so aktivne, so aktivne. V Port Sudanu, Kartum se v teh mesecih obnavlja, ne, ampak razumeš, da sredi vojne, torej nismo prav nič namerili. Težko je narediti dejansko oceno, koliko nas bo stalo ponovno postaviti Kartum na noge, ki je bil na nekaterih območjih uničen. In zelo je impresivno, bilo je zelo dinamično, zelo živahno mesto, tudi z določenega vidika. Popolnoma je bila uničena, zato ne vem, kdo se je odločil, da ima danes odprto veleposlaništvo. Seveda pa diplomacija poteka naprej, preko humanitarnih pobud, ki smo jih prej pokazali. Torej, tudi če ni veleposlaništva, Pariz, Rim, Berlin in London vseeno govorijo z vlado, SAF. Zagotovo, ne vem, če tudi z RSF, nekateri, mi Italijani pa ne.
Zato diplomacija vseeno poteka naprej, tudi če veleposlaništva niso odprta. V redu, rekel bi, da je to vse, gospodje. Zelo se zahvaljujem Luciana, zelo se zahvaljujem vsem, ki so nas spremljali. Tako, če nas demonetizirajo in gospodje, kaj naj naredimo? Ne verjamem. V zadnjem letu sem opazil, da je YouTube postal veliko bolj popustljiv pri teženju, pri sledenju stvarem. Algoritem je bolj prizanesljiv, morda je manj, ne vem, tudi vojna je ista stvar. Učinek mask. Ja. Obstaja tudi navada, lahko je učinek mask, lahko pa je tudi navada, učinek Trump. Se pravi, Trump govori take grozljive stvari, da je zdaj vse, kar se zgodi na YouTubu, v primerjavi s tem prava malenkost, kaj ne? Torej, hvala, sledite Lucianu na Afrikanizmi, vedno preberem tudi e-pošto z novostmi, ki mi jo pošljejo neposredno, ker moramo vse te zadeve spremljati, se vseeno dodajajo, tudi glede ram, kjer je že posebna razprava. Naraščajo in zagotovo so mineralne surovine, ki smo jih že spremljali v vseh različnih vojnah, imajo veliko težo. Zato hvala vsem vam, se vidimo 18. Imeli bomo prenos v živo o Južni Ameriki, predvsem o kriminalnih povezavah Južne Amerike z Guerro in Batisteso. Razen, če se vmes ne zgodi kakšna zmeda, s katero se bom moral ukvarjati. Datum je 18. Torej, gospodje moji, hvala vsem skupaj, hvala Lucianu in lahko noč. Adijo, lahko noč.